Žiga Kovs, vidimo posledico nad tvojim očesom, v bistvu malce spominjate na Dejana Zavca. Ja, mogoče res, ampak to se je zgodilo na zadnji tekmi. Pač to je vse del športa in upam, da bo tega čim manj. Udarec ste prejeli že v prvem polčasu, je bilo težko potem odigrati vse do konca, čeprav ste bili eden boljših na igrišču. Pa ja, res me je malo bolelo, ampak z oskrbo Mirana je potekalo vse v redu. Rad bi se res zahvalil Miranu in Martinu, da sem me res usposobila in tako sem lahko naprej igral. Za nami je naporen september, ki se je končal zmago proti Aluminiju. Pogled nazaj. Ja, res je, hvala Bogu, da smo zdaj vsi zmagali. Imeli smo eno težko obdobje, ki je bilo za nami, ampak v Celju in Aluminiju smo se zdaj res pobrali, smo zbrali te 4 pike in gledamo zdaj že naprej proti Kopru. Koper, neposredni tekmec na lestvici, na 4. mestu je, vi ste 3. točko prednosti, težak boj na Bonifiki. Ja, seveda bo težka tekma, kajti vsaka tekma je težka, ampak mi gremo tja 100% pripravljeni, gremo po vse 3 pike, kajti le tako lahko kaj naredimo. Lahko rečemo, da je Koper tukaj z Domžal odnesel srečno zmago, morda malce maščevanja. Ja, res je, tu je bila srečna zmaga Kopra, tako da se gremo res tja maščevati in seveda gremo po 3 pike. Po Kopru reprezentančni odmor, ga že težko čakate? Ja, seveda. Vsi komaj čakamo, da malo bo pauze spet, da se lahko spočijemo in naberemo spet nove moči, da naprej nadaljujemo z dobrimi tekmami. Malce ste spremenili mesto v ekipi, v zadnjih tekmah ste bili celo napadalec, kako se znajdete v novi vlogi? Pa kar v redu, mogoče malo treba, da se navadiš, ampak če mi trener tukaj zaupa, potem je vse v redu. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam.